Ste se že kdaj vprašali, kako deluje tiskalnik, ki ga imate na mizi poleg računalnika? Če pogledamo podrobneje, gre za mehatronski sistem, ki se stoji iz podajalnika papirja, sistema za natančno nanašanje črnila in računalniškega krmilja. Za natančno nanašanje črnila se izkorišča sila med naelektrenimi telesi. Coulomb zakon je temeljno načelo v fiziki, ki opisuje elektrostatično interakcijo med električno nabitimi delci. Poimenovanje po francoskem fiziku Charlesu Augustinu de Coulombu, ki je zakon formuliral v 18. stoletju. Coulombov zakon kvantificira silo privlačnosti ali odbijanja Fe med dvema električno nabitima telesoma z nabojem E1 in E2, kjer je Fe elektrostatična sila med dvema nabojema, ε0 je influenčna konstanta, E1 in E2 sta velikosti nabojev in R je razdalja med središčema obeh nabojev. V mednarodnem sistemu enot se naboj meri v koulombih, razdalja v metrih in sila v newtonih. Sila je privlačna, če imata naboja nasprotne znake, in je odbojna, če imata naboja enake znake. Sila, opisana s Coulombovim zakonom, je vektor, kar pomeni, da ima tako velikost kot smer. Smer sile je vzdolž črte, ki povezuje oba naboja in sledi pravilu desne roke za določanje smeri vektorja. Sila med dvema naelektrenima telesoma je neposredno sorazmerna produktu velikosti nabojev in obratno sorazmerna kvadratu razdalje med njima. To pomeni, da se poveča z večanjem nabojev in manjša z večanjem razdalje med naelektrenima telesoma. Graf prikazuje električno privlačno silo med zgolj dvema elektronoma. Ker imajo elektroni zelo majhen osnovni naboj, je posledično tudi sila privlačnosti navidezno majhna in deluje na kratkih razdaljah 10⁻⁹ metra. Na srečo je v nabitih telesih zelo veliko elektronov, njihove privlačne sile pa se seštevajo. Velja načelo superpozicije. Coulombov zakon je mogoče razširiti za izračun neto sile na naelektrenem predmetu zaradi velike množice elektronov. Da bi našli neto silo, preprosto seštejemo posamezne sile med naboji. Za občutek, iz grafa lahko ocenimo, da bi rabili najmanj 10⁹ nasprotno naelektrenih parov elektronov za silo 1 newton. Na hitro še ocenimo, kolikšen naboj potrebujemo na dveh enako naelektrenih kroglicah, ki sta 10 cm narazen in se odbijata z 0,8 nanonewtni sile. Izhajamo iz Coulombovega zakona, v katerem iščemo naboj E1 je enako E2 je enako E. Iz enačbe izrazimo E, vanj vstavimo znane podatke in influenčno konstanto ε0 in dobimo, da je E enak 29,8 nanoamperskih sekund. Vkolikor bi dobljen rezultat delili z osnovnim nabojem, pa še lahko izračunamo, koliko elektronskih parov potrebujemo. Pojav sile med električno nabitimi delci se lahko uporablja v različne namene v tehniki. Recimo, kar je zelo pomembno z ekološkega vidika, so recimo elektrostatične umovilnike prahu v industriji, ker moramo iz dimnih plinov odstraniti delce, zato da pač nimamo zastrupljenega okolja. Plin naelektrimo, torej naelektrimo delce, ki so v plinu, in ko gredo skozi nabite plošče, se ti delci primejo na plošče in jih potem lahko z vibriranjem odstranimo iz plinskega toka. Vsi imate na mizi tiskalnike, recimo brizgalniki na črnilo. Delujejo na podobnem principu, mikrokapljice črnila naelektrimo in jih nato z kontrolo elektrostatičnih sil usmerjamo na podlago, torej na papir, da nastane tekst. Podoben princip se uporablja pri fotokopirnih strojih, kjer se uporabljajo elektrostatične sile, da se na fotoobčutljivem bobnu naredi elektrostatična slika, nato pa gre ta papir naprej preko valjev, kjer se na njega prime barva in nastane potem kopija, kot jo poznamo. Seveda pa to niso edine uporabe, tudi v vesolju se te zadeve uporabljajo, recimo pri ionskih pogonskih motorjih, kjer se delci plina ionizirajo in se potem skozi posebne električne polja močno pospešijo in potem po principu akcije-reakcije potiskajo vesoljsko plovilo naprej.